eno jutro on prišel, ko so bila tam v naši kočici, je rekel, pa če bi pa mi dva šla za pastirja. Ko sem si rekla, da moram malo švicati, sem začela pa teči. Ful nama je dober vzdušje na tekmah, tako da zaradi tega greva. Ker imava dol zvonc, da v bistvu je kravi zvonc, pozvoniš, če naj ni. Prvič sem to doživela, da si moraš glavo spočiti. Pač, da ti pridejo sploh lahko nove ideje. Spoštovane, kam gremo danes v hribe, ne boste verjeli, ja. Po navadi so moji gostje, pa gostje, ja, in dame in gospodje, ki jih intervjujem nekje tam dol v mestih ali pa v kakšnih podeželjih. Ne vem, če sem bil že kdaj s tem podcastom, saj virtualno tako visoko kot danes, krepko čez 1500 gremo. Zakaj? Ker je z mano Metka Marinč. Metka, živjo! Živjo iz hribov. Kje si točno zdaj vse zanima? Na terasi najine pastirske kočice na planini Dedno Polje. Zdaj pa za tiste, ki recimo niso veliko hodili po bohinjskih hribih, daj majčkeno obrazloži tako čisto za začetek, ja, ker bodo zdaj poslušali, pa šli gledati vsi na Google Maps, kje to vraga je, malo razloži, ja, kako se pride do vas. Od Bohinjskega jezera se gre proti Stari Fužini in potem gor za planino Blato, pol pa po urci pa še malo hojaste pa pri nas. Planina jezero je prej ali kasneje? Prej. Se gre mimo. Tako je. Ja, planina Dedno Polje. A ni bila zadeva malo zapuščena zadnje cajte, ali kaj je bil kdo gor zadnja leta, se ne vem. Ja, v bistvu so bili pastirje že skozi, tako da planina je kar živahna. Lepo, Metka, da si se oglasila. Jaz so se pogovarjala, da se bova takole dobila nekaj časa nazaj, pa takrat, ko sem se pogovarjala, to je že kakšna 2 meseca ali več, tamle gor v tistih vaših koncih, ni bilo lih najboljšega signala, zdaj pa to boljš, da je bila direkt, ne vem, v Ljubljani, kaj šele na Vrhniki. Ja, zdaj so nam ojačevalci signala zrihtali, pa sej v resnici je bilo po en stran fajn, ker ni bilo signala, sam nekako živimo v teh časih, ki se nekako tudi rab. Sploh za Kinmeč je vedno, da laufa, rabim kaj poslati, kaj biti na signalu oziroma aktivna. Tako da je kar fajn zdaj, no. Ja, sodobni odklop pomeni tako, da greš nekam, ker si lahko brez majice po Irharcah, pa z dobrim ojačevalcem za internet, tako da boste vedeli. Hecam se, Metka Marinč je z mano. Tisti, ki ste mogoče pozimi poslušali podcast o pomladnih trailih, ste jo že na hitro spoznali. Ja, je organizatorka Zaplana traila, pa lastnica centra, voditeljica, šefica Kinmeta, to jo tudi poznate tisti, ki ste tam dol z Logatca, kineziologinja, jasno. Ste stranska športnica, sam scrollajte njen Instagram profil, pa boste videli, s čim vse se peča. Ja, res tekačica, seveda, zato je tudi danes z mano. Pa še zaradi ene stvari, ki mi je pa še bolj intrigantna, pastirica je s svojim možem se odpravila gor na Bohinjske hribe pred 2 mesecema in sedaj gor pase kravice. Sem pa tja objavi kakšno poročilo, kakšen story, hodi v hribe in se ima nasploh, in ne vem, kako ne še rečem, super, Metka, pastirski life praviš, ali kako? Ja, pastirski life. Pastirski life, takoj pofollowajte na Instagramu, handle pastirski life. Zdaj mi, preden vse ostalo obdelava, mi moraš povedati, zakaj pastirski life, odkje ideja, zakaj sta se odločila, dva, rekel, mlad par, ki ima pač drugo delo dol v dolini, da gresta, rekel, za kar nekaj mesecev gor v tistole zakotje, paziti na krave, pa ne vem, delati skuto, pa kuhati štrukle, pa ne vem, kaj še vse. Ja, ponavadi rečem, zato, ker je treba nekaj novega probati. Zdaj pa mislim, da imaš tako skupnost, da lahko tudi sem malo bolj odkrita, pa po pravici povem, zakaj sva šla. Začelo se je tako, da jaz sem si ful želela en
eno kočico v hribih, en stan in ko bom rekla, da ker sem si dosti močno želela, sva ga tudi dobila kle na Dednemu polu. Pol pa, ja, jaz sem takrat še delala v bistvu kar po cele dneve, tudi po 15 ur na dan in sem živela za te vikende, da sva mi dva hodila v hribe, da sem tako malo odklopila, ampak tudi tam sam terala. Torej je bilo vse samo en hitenje, ne vem, skozi obremenitev. No, pa so mi pa avgusta 2 leti nazaj zdravniki postavili diagnozo raka na maternic. Tako da takrat je pa mene malo to postavili na realna tla, no. No, pa ne tako, jaz sem potem še v bistvu 3 mesece hodila na neke, ja, zavrnila sem v bistvu vsa zdravljenja, uradne medicine in sem hodila potem na razne, ne vem, infuzije, vitaminske, sto in eno stvar. Dokler niso decembra spet rekli, da je šlo na slabš in potem sem pa jaz hitro rekla, ok, zdaj moram pa jaz malo razmisliti in sem šla takrat v Afriko za skoraj 1 mesec, kjer sem pa v bistvu ugotovila, da se moram malo razbremeniti, no, da ne bo šlo tako več naprej in sem pustila ful delo, vadbe v Kinmed sem dala vse puncam, masaže sem si tudi eno maserko dobila in v bistvu sem delala po moje 20-30% še. So mi pa potem druge stvari ratale ful zanimive, recimo začela sem teči, ker si prej nisem vzela časa. V bistvu povod za tek je bil, ker sem mogla malo švicati, no. Jaz sem človek, ki ne zašvica hitro in da se telo razstruplja, je treba tudi nekako ven dajati, ne. Sem začela teči in mi je ratalo ful všeč, še blažje sem povlekla v to, oziroma pač je sam padel noter. Zato tudi sva organizirala ta Zaplana trail, skupaj s Saro pa Juretom, ki sta imela pa otročke čez, oziroma njihovo animacijo. No, potem pa je ta pastir, ki je bil tukaj na Dednemu polu, je šel pa v pokoj, oziroma pač se je upokojil, je rekel, da ne bo več. In sva rekla, da bi mi dva šla v tolele, tako da sva v bistvu ful upala, da dobiva to, so se prijavila na razpis in pač nam je uspelo. Jaz sem ful vesela, da je tudi Blaž bil za to, oziroma bilo je celo tako, da je eno jutro on prišel, ko sva bila tam v naši kočici, je rekel, pač bi pa mi dva šla za pastirja. Sem rekla, ok, in to je bilo to, sva bila zmenjena, tako da nama res ful paše. Mislim, meni je to itak res en odklop. Sej delava, res malo veliko dela, ampak je to čisto drugače kot tisto delo v dolini. Tudi masiram ful rada, ampak nekako sem zamenjala prioritete za svobodo in mi je ta svoboda tukaj v hribih toliko bolj pomembna, da res se najdeva tukaj popolnoma, no. Tako da tukaj je ratal pol pastirski life, no, to je bil povod, da jaz sem hotela malo več svobode, Blaž je tudi tak človek, da pač mu je bilo to čisto okej, da ni vezan na službo, ni vezan na hišo. Kaj pa on počel prej, oziroma kaj počne poleg tega, kar zdaj počnete? On se ukvarja z lesom, deluje na eni žagi, tako da je dal potem odpoved. Kaj bo pa delal, ko prideva v dolino, pa kar bo želel, no. Kdaj se vama zaključi recimo ta epizoda, najbrž z jesenjo zaključita tam gor, ali kako? Ja, konec septembra greva pa v dolino. Nazaj v mestni vrvež, praviš, ne? V realnost, ja. V realnost. Ampak hočeš reči, da to bo potem vajen način življenja čez poletje, ne? Postanem pa 4-5 mesecev bosta pa v hribih. Potem tudi naslednje leto imata že najbrž plane. Ja, v bistvu čist 5 mesecev sva tukaj gor, ja. Metka, zdaj prej si povedala eno, rekel, šokantno stvar, ki jo večina, tudi jaz nisem vedel za njo, tvoja diagnoza, zdravstveno stanje, mislim, deluješ, rekel, najbolj zdravo človeško bitje na svetu, energično, živahno, poskočno. Ok, zdaj verjamem, da se človek najprej sprašuje, zakaj ga je to doletelo, pa odkje je to prišlo, kako si potem shendlala to bolezen, oziroma če te smem to vprašati, v bistvu, kakšno je tvoje zdravstveno stanje zdaj? Ker to je pa, bom rekel, kar taka, grozna stvar, ne? V resnici nikoli nisem vprašala, zakaj se je to meni zgodilo, zakaj lih jaz, pač, ko sem to izvedela, sem rekla, ok, bom že. Tako da, ne vem, jaz sem ful optimističen človek, jaz ful se upam nekako v to, da se bo vse zrihtalo. Nekako čutim, da se bo, ker ja, ljudje me vprašajo, zakaj se
ne odločam za operacijo, ampak res ne čutim za to. Meni pač so hoteli rodilo odstraniti. Ne čutim, no, jaz bom ves ta čas, no, poskušam, raziskujem. V bistvu sem prišla do tega tudi, da je ful pomemben priti v stik s sabo. Tako da tukaj gor izvajam zjutraj zvečer dihalne vaje, se probam povezati nekako s sabo in čutim, da je to res tisto, kar mi največ da. Po vseh teh terapijah in drugih zadevah, ki sem jih probala, mislim, da je to ena stvar, ki je najbolj pomembna. Kdo bi rekel, joj, ne? Ampak to je rekel, lahko tudi terminalna bolezen. A nadzoruješ kaj stanje, si greš kakšno kontrolo, preglede ali si to čist dala na stran? Ne, sem hodila na preglede, zdaj bom pa šla, ko bom začutila, bom šla privat, zato ker, ne vem, nič nimam proti zdravstvu, čist nič, ampak nekako nismo na isti valovni dolžini. No. Pa recimo, če bi se, držimo vsi pesti, zdaj kdo bi rekel, mislim, zelo nespametno, zakaj ne greš tega zadrihtati, kaj pa, če se ti stvar razširi, kaj pa, če se ne izboljša, igra se življenjem, kako odgovarjaš recimo na te? Jaz ne razmišljam tako negativno. Jaz sem drugače vesela za to diagnozo, ker me je res pol stvari naučila. Ampak kot sem rekla, jaz toliko zaupam v svoje telo, da verjamem, da bo se to zrihtalo, ko bom jaz prišla še do kakšnih stvari, ki mi bojo pomagale priti do zdravja, oziroma ko bom odkrila, zakaj se je to sploh pojavilo. Pač verjamem, da če ne delamo lepo s svojim telesom oziroma s sabo, mora nekje butati ven, oziroma to lahko prinesemo tudi od prednikov, ves ta odnos zdaj bom rekla na svojem primeru, do ženskosti, kakšna spolna zloraba, vse to je povezano s tem. Tako da jaz verjamem, da ko se pa to uredi, tako pa, če sem se zmenila s svojim telesom, tako kot je to prišlo, tako naj tudi gre. Tako da res ne razmišljam o teh stvarih negativno. Zanimiv pristop. Imaš, mislim, kakšne posebne, razen tega, ker si imela dihalne vaje, najbrž se prehranjuješ pač, bom rekel, v skladu z nekimi zdravimi smernicami ali pa s tistim, kar ti paše, kaj konzumiraš, najbrž nisi veganka, nisi ješ vse, lahko razložiš malo kaj v tej smeri. Ja, v resnici probam kar držati čim bolj veganske prehrane, oziroma jaz bom temu rekla rastlinske prehrane. Čeprav pač pojem tudi sir tukaj gor, ker pač vem, kaj kravice jejo. Probam tudi čim več presenega, sploh poleti pojesti. Drugače pa kar čutim, da je ok, kar pa zdaj se mi že kar zdi, da malo vem, kaj mi dobro naredi, kaj pa ne. Glede na to, da gor kuhaš izvrstne štruklje, pa je, najbrž moraš to najprej sama probati, da vidiš, da je dobro, to ti je ljuba hrana, ali kako? Ja, v resnici skutnih še nisem probala, predvsem zaradi glutena, ker tega se pa kar izogibam. Ajdove sem pa probala. V bistvu ideja za moje ajdove veganske brezglutenske štruklje je prišla lih zaradi tega, ker pač, ko sva hodila po kočah, midva sva skozi jedla štruklje in potem, ker nisem jih več mogla. Tako da sem si priredila svojo različico štrukljev. Kako pa izgledajo ti brezglutenski, veganski ajdovi štruklji, no, da bi malo razložil? V bistvu samo ajda plus voda, plus malo soli, za nadev pa datlji, zmiksani, pa orehi, pa kokosov jogurt. Mislim, simpel kot štruklji. Simpel in dober. Mislim, je to, vidva to tudi prodajata tam, oziroma pogostite obiskovalce, ki pridejo na vajino planino, mimo grede. Ja, tudi ja. Poleg štrukljev pa če kislo mleko delava, pa žgance, pa narezek s tem domačim sirčkom. Narezek s sirčkom, a še kaj drugega zraven? Salama, šut, klobasa. Mislim, ti glede na to, da si bolj rastlinojedka, aj Blaž tudi v tej smeri, ali pa kakšen kolešček tega omenjenega slednjega tudi zaužije? On pa je normalno, jaz mu tudi kuham normalno, mislim, mi ni problem dvojno kuhati. Mislim, pa ti ni, rekel, tam ti režeš tisto salamco v to, mislim, te kdaj zamika ali pa lih kontra, da bi se ti pač mogoče zelo upiralo to počenjati, ali imaš tak ambivalenten odnos do tega? Ne, v bistvu me ne gane več. Vem, zakaj to delam, no. Tako da, pa tudi sem se že toliko navadila, da v resnici, če kdo reče, sej, ko šloh pa nazaj jedla,
se ne vem, če bom. Mislim, ne pogrešam te hrane. No, si to hrano tudi spremenila zaradi tega, da pač svoje telo spraviš na poti k zdravju in se s tem recimo zdraviš, če te prav razumem? Ja, predvsem zaradi tega, no. To je bil povod v spremembo prehrane. Jaz sem prej vse jedla. Aha. In kako se zdaj počutiš, Metka, recimo zdaj, se pravi, se počutiš zdravo, imaš kakšne težave še, si energična, si spočita, naspana, znaš, se pravi, svoje telo, najbrž praviš, znaš dobro poslušati, kako bi zdaj ocenila recimo to svoje stanje? Ja, počutim se ful zdravo, s tem, da recimo razlika od prej je, toliko se poslušam, da če recimo sem bila prijavljena na kakšno tekmo in če se nisem počutila okej, pač nisem šla. Ne silam se, tudi danes, da sem šla ta krog, sem pač se dobro počutila, drugače ne bi šla čez svoje meje, tako da se poslušam, no. Toliko, da nimam kakšnih bolečin ali pa takih stvari. No, zdaj, gospoda, tisti, ki tole gledate na YouTubeu, a ne, ja, Metka nima filtra, a ne, to ni ta hribovski gorski filter, ki ti da malo one barve, kot da si bil cel dan na soncu. Ona je bila cel dan na soncu, oziroma ko sem se zmenila za podcast, sem rekel, dajva se dobiti popoldne, pa ona rekla, se je za južno, bom jaz že doma. Kam si šla? Kam sta šla danes, Metka? Sem kar sama šla, Blaž je danes okej. prevzel kravice. Dobro. Tako da, v bistvu, ful lep krog. Priporočam, zjutraj ob 5 sem štartala z 9:30, sem šla čez Lazovški preval na Velo polje, potem pa do Vodnika, Planika, Triglav in nazaj na Doliča in pod Kanjavcem nazaj na Dedno polje. Sem lušten krogec, višincev nabereš tistih jurja pa pol gotovo, ali koliko? Pa bi rekla, da kar precej več, no. Že Nisem več, imela ne? ure, tako da pojma nimam, po kilometrih je Blaž rekel, da jih je ene 35. Se pravi, pa je to že 2 ure pa pol višincev, ja, ker se Ja, vzpenjaš. prej, ja. Mislim, lep krog, priporočaš, praviš, ampak to ni za vsakega pohodnika. Tako mimo grede, se štartala si v 5, v 1 si bila pa nazaj, izjemno. Ja. Kako si se opremila za ta podvig, ne vem, kaj si vzela s sabo? Vodo, 2 litra, ampak spila sem jo samo liter, zato imam tule še kozarc, ko sem žejna precej. Tekaški ruzaček in noter 2 banane, 3 čokoladke, pa ena mešanca oreščkov z rozinami, pa superge, majica hlače in gasa. Mislim, kaj človek rab za en takle krog tamle po Julicih s Triglavom na čelu? To si že kdaj šla? Si šla prvič ta krog? Ja. Ne, v bistvu že ene, koliko, 6-7 let imam odpravo, da grem enkrat na leto sama na Triglav. Tako da lani sem šla podoben krog, ja. Zato sem vedela, kaj me čaka in nisem rabila to kroge s sabo vlačiti, kot sem jo lani. Si zdaj optimizirala, praviš, svojo opremo, zadostuje ti tole, recimo za en 6-7-8 urni pohod. Kakšna je bila, rekel, trasa, koliko je bilo kaj gužve na tej poti? Zdajle smo pač na vrhuncu hribovske sezone, tudi vreme danes, rekel, ni ravno slabo za hribe. Gužva je bila samo od Mavga na Velik Triglav. To je bilo pa to, pol sem se pa itak na Doliča spustila, ker pa ni bilo nobenega. Aha, tam gor pa kar lezejo zdaj. Kaj, največ iz Planike ali Skrederice rinejo gor na vrh? Ja, z obeh strani pa predvsem tujci. Zanimivo, da malo slovenske besede slišiš v slovenskih hribih, kaj ne? Ja, to je zanimivo. Ja, ful malo. Mislim, da bo boljš potem, ko bojo recimo avgusta dopusti pa to, ker tudi pri nama, kdor se je ostal, zdaj so po večini tujci. Zanimivo. Zdaj tisti, ki ste že šli tamle gor od Planine jezero mimo Dednega polja, pol naprej proti Triglavskim jezerom recimo, tam je tista pot je bolj levo, pa tam ni bilo nekih oznak, ali pa so bile take bolj skromne. Zdaj sta videla to malo na več postavila, da ljudje vidijo, da je tam nekaj živahnega, pa da je to nekdo tam, pa da se da kaj dobiti. Ja. Ja. Je res, sva eno tablico prebila, da se vidi, da je tudi hrana. Pa kislo mleko, pač pri Sedmerih ga recimo ni in si ljudje ful želijo to. Sploh, bom rekla, temu malo starejše generacije imajo ful spomin na mlajša leta, ki so imeli to še v dolini. Tako da se res veselim, tudi rečejo,
joj, že od zjutraj sem sanjala ta kisel mlek in pa res eni kar dva pojejo. Koliko kislega mleka pa naredite na dan, no, kakšna je produkcija? Ma, v bistvu odvisen od vremena, odvisen, če je vikend, ampak tega kislega mleka gre precej, no. Lahko gre na vikend tudi 20 litrov. Bravo, bravo. Mislim, to je kar velik dela s tem, ne. To sicer kislo mleko lahko narediš tudi malo na zalogo, se tudi naslednji dan je še dober, ne, ali Ja, a ne. je. Se ne skvari, koncu koncev je to že fermentirana reč. Je pa res, kot praviš, marsikje v hribih, ker so včasih bili, ne vem, žganci, kisel mlek pa idiota standard, slednjega, recimo kislega mleka ne dobiš več v hribih, za božjo voljo ne dobiš več kislega mleka, zato ker se jim ne da tega delati, zato ker nimajo, ne vem, nekega vira dobrega mleka, da bi to delali. Zakaj misliš, da temu tako? Ja, oboje. Mislim, da sem spraševal, ne vem, kje sem spraševal te v karavankah, v eni koči enkrat, še 2-3 leta nazaj, zakaj nimajo kislega mleka, pa sam nisem ljubitelj, da ne bo pomote, ne. Ampak vsem sem vprašal, kako to, da ga nimajo, pa mislim, da je rekel skrbnik, ma ti ne veš, koliko je to dela, pa ta mladi pa tega sploh nočejo jesti. Ampak ne vem, kako ti misliš, ok, ta stari sigurno, stari, mislim, mojih let in starejši, vemo, kaj je to kislo mleko in da smo ga radi konzumirali. Kaj pa milenici, pa tvoja generacija, poznajo kislo mleko in je sploh še do tega? Ja, tukaj kar gre. S tem, da jaz pa Blaž tako narediva, da ga ne narediva res zelo kisuga, tako da je tudi za otroke, no, da nima tako močnega okusa. No, evo, mislim, če drugega ne popularizirata spet, bom rekel, hrano, ki smo jo nekoč poznali, pa pravo hribovsko hrano, kakšno je pa tvoje mnenje, se pravi, o hribolazjenju nasploh, no, ti si veliko v hribih, spremljaš to že desetletje več ali pa 2, se je spremenilo, bom rekel, dojemanje hribov, pa koč, pa bom rekel, hribovske omike in pravil in vsega tega, ali pač ni nekih večjih sprememb, je več gužve morda, ne vem. Gužva itak, tukaj do 7 je cela procesija čez vikende. Drugače pa jaz bi rekla predvsem pri opremi, pač to se res vidi, no. Dobro se nam rekla, danes sem šla tudi jaz v supergih na Triglav, ampak jaz povsod grem v supergicah, ko vidiš koga, da ima res tiste znucane supergice, drseč pod plat, pa tudi, ko mi dva sva veliko pozim tukaj, pa recimo maja, ko sneg začne malo se topiti. Ampak tukaj ga je še vseeno recimo meter, pa pridejo v supergicah, pa pol gazijo, ne vem, vse vsak zase ve, ampak mogoče ni jih najbolj primerno. Pravi, že delaš vse sorte ljudi v različnih obuvalih, ki lezajo, bom rekel, tudi na takšne terene, ki za to niso primerni, ali kako? Ja, po moje vidijo kakšno luštno slikco na Instagramu. Ajde, gasa, gremo. Mislim, ja, to je res, a ne, to je res, to je vabljivo, sicer na drugi strani, nedolgo časa nazaj sem imel Matjaža Šerkezija za gosta, ki veliko govori pa opozarja prav hribolazce o tem, da pač ene stvari pa so osnova, ko greš v hribe, poleg kape, pa rokavic recimo, pa nekaj za ogrniti, če greš na 2000 in tako naprej, tudi tisto, kar imaš na nogah, vendarle šteje, ne? Kaj imaš ti recimo na nogah, pa tudi supergice štejejo, na kaj ti prisegaš kot izkušena, bom rekel, hribolazka, pa tista, ki je v skalah doma, ne bom rekel gorska koza, ker se to čudno sliši, ampak tista, ki zna, bom rekel, po skali gor in dol in tako naprej, na kaj ti prisegaš, na kakšne copatke? Dokler nisem začela teči, sem bila v gojzarjih. Vedno povsod v skali. Potem, ko sem pa začela pač laufati po teh hribih, pa nekako v gojzarjih ni več šlo in sem videla, da se pač nekako supergice za gorski tek ful dobro obnesajo. Bom rekla, da imam nekako dosti stabilne gležnje, da si to upam, no, tvegati, ali kaj se temu reče. Pa nekako se poznam, koliko hitro bom v krog, koliko opreme rabim, da nam zdaj tvegala, no. Pa si se kdaj znašla v kakšni situaciji, ki je bila pa malo mejna, na katero nisi računala, pa si se potem iz nje zvlekla na podlagi izkušenj pa iznajdljivosti?
Jaz skoraj vedno, kadar grem z Blažem. Povej mi, kaj je še tako dogodivščina. Ajde, zdaj me pa zanima. Ja, on gre, a ne, ko se vidi kakšna potka, dva grejo najrajš po brezpotih. In reče, olej, kakšna lepa potka, in poje kar naenkrat konc. Pač reče, mogoče je bila pa Gamsova. Ja, je bila. Tako da je mogel iti tudi že enkrat gledati naprej, če je kaj lepšega, da sem šla potem za njim. Enkrat sem mogla malo plezati, pač, ja, je bilo že par takih dogodivščin, ampak to sama pa nikoli ne grem. Sama grem vedno po označenih, čeprav tukaj okrog grem najraje po manj obljudenih, recimo tukaj najrajši na Kredo, Slatno, na one Trivogle, pa recimo pol tisti krog nad Sedmerimi. Tam je res najbolj luštna, pa ni ljudi, no. No, to je zdaj kar pomembno že, no, zdaj hodimo v hribe, jaz tudi rad, ampak ko enkrat hodiš v neki koloni, pa si rečeš, mogoče pa tu ni tisti, rekel, hribovski raj, pa mir, ki sem si ga predstavljal, ampak po drugi strani pa lej, če so hribi popularni, pa če ljudje radi hodijo v hribe, se konc koncev se gibajo, so zunaj, na zraku so, nazaj k naravi gredo, mislim, kaj pa. Se mi zdi sploh po koroni, da je šlo še več ljudi v hribe, na svež zrak, tako da to je res, bom rekla, pozitivna stvar te korone. Ampak sej, tako kot sva prej govorila, potegne vse za sabo, a ne. Oprema, pač eni, ki nimajo opreme, ne bojo si jo samo za eno turo kupovali, tako da pol je tako, kot je. Vidiš tudi kakšne s torbicami unimi za v trgovino, ki pridejo klele, pa z usnjenimi jakencami, tako no, vsega. Pa daš kakšen na svet, pridejo v tebe marsikateri planinci, najbrž pa te vprašajo za kakšno smer, pa te vprašajo za, rekel, kje pa naslednje prenočišče, pa naslednja koča, pa tako naprej. A na svet glede opreme? Tudi, ja, ne vem, ali pa hribolazanje. Ne, zaenkrat še nisem. Zaenkrat samo z Blažem komentirava to tako na potih. Mislim, ja, lahko boš imela pol na koncu sezone, ja, kakšno predavanje na temo, ne, kako se ne obleči, pa kako se obleči za v hribe, pa fotke boš lahko prilagala, tiste fotke, ki jih pod mizo stisneš, da fotkaš kakšne štikle, pa tako naprej, ampak taki, recimo, da hodijo tam gor k vama. Povej mi, za kakšno čredo krav oziroma ovc oziroma, bom rekel, lam, ampak lamo sem samo eno nekje videl, skrbita, koliko je teh živali tam gor? Kravic je 84, pa 6 ovc, pa 1 lama. Ok, gremo po vrst. Zdaj, to so, bom rekel, črede, to so krave, ki so od lastnikov iz Bohinja, pa jih dajo poleti v hrib, da se gor pasejo, ali kako? Ja, tako ja. Te krave imajo v bistvu 19 lastnikov, s tem, da je Bohinj z okolico. Ovčke so z Bohinja, ja, in lama tudi letos je na novo, no, zaradi tega, da bojo videli, če se kaj bolj brani pred volkovi, ker do zdaj so ovce vsako leto pač volkovi napadali. Tako da lama se pa je zna braniti, s tem, da itak ta projekt je bil neuspešen, zaradi tega, ker mogle biti ovce in lama na ograde, ampak so jih tako srtali že, da so pač nazaj prišle. Tako, v 1 uri, ko so bile gor, so bile že nazaj. Se pravi, zdaj so kar prves, ali kako, tle, ne? Zdaj so na planini v Lazu. Aha, zdaj so šle dol, pa. Ja. Zdaj so pol urce od tukaj, je to, ja. Tja, ker hodva mi dva po mleku pa po sir. Se pravi, strklali so jih, ali kako, joj. Se pravi, gor niso zdržali v divjem, bom rekel, divji naravi, visoko gorje, ali kaj? Ja, gor smo jih peljali, pa so bile skoraj pred nami nazaj dolno, pa smo jim mrežo postavili. Ampak jim je bilo boljše v dolini, zakaj ne? Tudi, ja, lame in ovce cenijo to obdobje, ne vem, pa je lama, odkje, mislim,
Sem imel že tekačico Urško Martinec iz Prekmurja, ona ima lame doma, jih ima tudi za turiste in tako naprej, pa sem rekel, v božjo voljo lame v Sloveniji, no, in potem vidim še eno lamo, tokrat v Bohinjskih hribih, kako tam na tleh leži, pa se pogovarja z Metko Marinča, ne. Ja, pa sem rekel, kje pa je lama prišla zdaj v Bohinj, za božjo voljo? Ja, v bistvu samo res zaradi tega, da probajo, kako se obnese z ovcami. In kako koegzistira zdaj, no, kako živijo skupaj te zanimive živali, ja, ena ob drugi? Ja, to prav v redu funkcionira, no. Res Ja? ovčke skozi za lamo dirkajo, krave pa lama so bolj tako, no, nočejo lih na blizu priditi. Tako da krave se potem bolj zase držijo. Krave, ja, so svojo krdelo, ja, lama pa ovce, lama pa komandira ovce, praviš, ja, pa jim reče, drage ovce, zdaj podrite to ograjo, mi gremo nazaj v dolino, tle ni nič, ne. Super, super, to je v redu. Ja. Kakšno ime ima ta lama? Pablo, Mislim, a ste sploh dvomili, ja, da nima južnoameriške. Pablo, ma kje si Pablo? Kako je pa ime tvojemu vajnemu štirinožnemu prijatelju, ki je tudi, bom rekel, kar aktiven ob vajnih dejavnostih? Harry. Kako se je Harry navadil na življenje v hribih? Jaz mislim, da na hotel nazaj. A on je v osnovi že lovski pes ali je pastirski pes, a kaj je on? On je avstralski ovčar, zdaj je bil 1 leto star, tako da midva sva ga tudi šolala za pastirčka, ampak Zanimivo. mislim, da sva že takrat bolj midva z ovcami tekala, tako da je zdaj kar isto. Pač ta pes sploh ne zna lajati, kako bo to kakšno kravo kam spodil, pač ne. On je kle za biti lep, pa za fotkat se. Na Instagram profil praviš. Ja. Bravo. Bravo. No, kako, evo, zdaj pa tisti, ki tole poslušajo, pa kakšnega že mika, pa vse to nas je vse mikal, tudi jaz, sem neke sorte izpod hribov doma, pa me hribi vlečejo, pa kdaj romantiziram, kako bi pa to v hribih pa živel, pa tako naprej, a ne, in pa sem videl, da to bosta šla videa narediti, sem rekel, joj, ko mora biti to dobro, ampak vseeno, poglejva realno na tole, a ne, tu ni sama romantika, ko se zbujaš v nekih lepih sončnih vzhodih in tam blejo ovce in ti razpreš, odpreš oken, da se nadihaš zraka in rečeš, joj, a ne, kako fajn je tle. Mislim, tle je kar resno delo, kako izgleda dan 2 pastirjev, recimo tak, a ne, običajen, recimo, ko je treba vse upraviti. Vstajava ob 5 zjutraj, oziroma jaz, ki potem naredim še tistih svojih par minut dihalnih vaj. Potem pa greva na teren. Mava kar tako, bom kar povedala, če si kdo predstavlja, krave so na planini pri jezeru, pa na Viševniku, pa na Ovčariji, pa v Bušink, pa lahko še pri nama, no, čeprav zdaj je trave zmanjkalo. No, tako da morava cel obhod narediti, ko traja recimo ene 4-5 ur, če je vse okej. Kdaj tudi kaj ni, kakšna šepa, pa jo je treba pogledati, pa iti nazaj na Dedno Polje po kakšen sprej, pa jo pošpricati, pa kakšnega veterinarja kdaj poklicati. Pa recimo zdaj so lih vse se nekaj razpršile, jih je treba kar malo poiskati. Tako da v bistvu, ja, je kar no del, ampak zdaj, ko so se nekako furala, veva, kaj naj čaka, kako se ji razdeli del, kdaj greva tudi jaz ene planine, Blaž druge planine. Potem pa še zvečer, tudi če jih je kam na drugo planino zasterati, ne, če kje zmanjka vode, kar zdajle lih jo je, recimo, ali pa če je druge za popast. Tako da vmes, pa kar sva pa tukaj, pa postreževa goste, ampak najina prva naloga je poskrbeti za krave. To v bistvu, za koga to delate zdaj? Kdo vaju je prišla pašna skupnost, vaju najela ali kako to izgleda? Ja, agrarna skupnost, ja, Stara Fužina. V bistvu to, kot sem rekla, na razpis sva se prijavila, tako da to je zdaj najina služba, sva pastirja. Sta pastirja, vajina naloga je, da pač skrbite, da so krave na zatravljenih planinah, recimo, da imajo dostop do vode. Če vode zmanjka, kaj to pomeni, da vode zmanjka, recimo na neki planini ali pa na koncu travniku? Jo greva prepumpati, to sva lih čez vikend počela na 2 planinah, pač recimo Blaž nese cevi, jaz nesem pumpo,
greva tole prečrpati in potem na drugo planino. Sam recimo zdaj je pa situacija taka, kaj pa na eni planini čist zmanjkalo vode, tako da si nekako želiva malo dežja, drugače bojo mogla iti na drugo planino. In v te odločitve so vse na vaju, kam zdaj s kravami, koliko krav, kam, kako, kje dobiti to vodo, kaj če ne bo vode. To morata vse video usklajevati, v bistvu nihče vam od zunaj nič ne sugerira. Ja, sodelujemo vseeno, da malo predlagajo, kaj je boljše, ne. Krave pa se same dajo v bistvu po skupinah, recimo po 20, tam nekje, plus minus, in grejo potem, da stare že vejo, kam iti, na katere planine, te stare krave, tako da jih potem ženejo naprej. Letos, ko imamo pa tudi veliko novih pa teličkov, je pa pol to najina naloga, no, da jih sterava, da jih sprava na planine. Se zgodi tudi kakšna breja krava gor, prvesnica, ki je tazga, telica? Naj ne bi bila, ampak se tudi zgodi. To smo imela situacijo junija je že bilo, ko so jo mogli pač v dolino nazaj peljati. Aha, se ne tvoj, sem vprašal, če bo ta prisostovala kakšnemu hribovskemu porodu, pa zgleda, da pač od tega ne more priti, ker prej poskrbite, da gre dol. Ne, porodu ne, smo imela pa zadnjo situacijo, ko je pa en teliček skoraj pač umrl, ker se je z nečim zastrupil, tako da sem v senco postavila, pa z vodo ga polivala 3 ure, preden je prišel veterinar. In potem sem jaz mogla na trebuh pritiskati, da so mu ti zrak spumpali. Pline ven, ja. Ja, tako da, ja, nisem si mislila, da bom kdaj v življenju to počela v resnici. Mislim, to je cela zdravstvena nega pogega telička. Teliček je zdaj v redu? Je v redu. Ja, pol sem hodila še par dni zdravila dajati, ampak zdaj je pa v redu. Pač malo je še bolj švoh, ampak je spurovno. Super, super. Daj se vajen delovnik potem zaključi zvečer, daj ležete v posteljo. Ja, odvisen, koliko je pestro pri hiški, ker ponavadi pridejo še, torej, tukaj na Dedmopolu so še ostali stanovi in če so ljudje, a ne, čez poletje, pridejo zvečer še na kakšno pijačo in se zna kar zavleči. Tako da ponavadi jaz pobegnem prej spat, pa še Blaž z njimi. Mislim, zanimivo. Ampak okrog 10, ja. Kako se zalagata, hodite pač v dolino na vsake toliko časa po neke najnujnejša živila? Ja, ali je tako, da jih kdo od naših pripelje do planine Blato na parking, pa potem Blaž gre 4-kolesnikom iskat, ker ga imava tukaj. Ali pa en z džipom pripelje, ki je tudi zadolžen za oskrbo, recimo planina pri jezeru, pa Viševnik, tako da potem njemu naročiva. Si predstavljam, da pač si ne naročate lih vsega, ne, recimo, ali pač kaj najbolj eksotična stvar, ki recimo je na planini Dednopolje zdaj, pa si jo naročila iz doline, recimo, ali naj si bo prehranska reč, ne vem, avokado recimo, ne hecam se, to mi lih na mizo prišlo. Ja, avokado kar imam, ja. Vedel sem, ja, vidiš. Avokado je pol v hribih. To, kar imam, pa mami mi je zdaj ta vikend pripeljala oziroma dostavila celo gajbo domačih breskev, tako da jih imam kar za nekaj časa. Banane imam itak skozi pač. Brez tega ni dneva. Tako da jaz rabim bolj svežo zalogo skozi, ker Blaž tisto meso pač ja, v hladilniku imava in je vsaj za en teden, no. Elektrika, kako, mislim, vodo si predstavljam, imate gor izvir, imate zajetje, kakorkoli, kaj pa elektrika? Je na sončne celice. In deluje vse, kaj pa če je slab dan, oblačen dan, deževen, je kakšen akumulator, še kakšna baterija? Zaenkrat ni bilo še s tem težav, ko je v glavnem skozi bilo vsaj večinoma časa lepo. Je pa ja, malo slabši akumulator, tako da ne vem, kakšnih smutijev si ne moram miksati. Se pravi, hočem reči, hladilnik mora imeti, pač skozi štrom si predstavljamo, vsaj tisto, da se ne pokvari. Ne, hladilnik je na plin. Zanimivo, vidiš, to so rešitve za v hribe. Kaj pa voda? Evo, ti si vršla z doline, z Logatca, zdaj tista voda v Bohinju pa čisto drugačna, kako tam na gor v hribih. Ja, sam mi dva sva že par let hodila po izvirsko vodo za pit,
Aha, Tako da tudi za doma sva že. je tudi z Bohinja vozila. Bravo, bravo. Ja, ja, ja. Vsakič, ko sva šla v hribe, sva jo recimo 30 litrov z Bohinja pripeljala. Ja, tukaj je pa izvir in potem, ker je malo nižji, morajo črpati gor na den pole. In ok, dajva zdaj laikom iz mesta, ki včasih mačkam preveč klora čutijo v tistem kozarčku, ki natočijo na pipi, obrazložiti, kakšna je razlika. Probi ubesediti to razlika ljubljanske in vode iz dednega polja. Ja, se v resnici že toliko časa nisem pila neke klorirane vode, ampak po moje je pač bolj sveža, ne vem, pitna. Kot da bi okusil, rekel, Julijske Alpe na ustih, dobesedno. Vsega malo. Noro. Ja. Noro. V Sloveniji imamo res odlično vodo nasploh, no, razen pač, če niste, kjer so kakšni kotlini, kjer vam jo črpajo pač iz podtalnice, pa ta ni mogoče najbolj zdrava, ampak res v Sloveniji je super voda, pitejo tisto iz pipne, iz plastenk, Bog pomagi. Ali pa pejte na dedno polje. Ja, pejte na dedno polje, pa rečete Metki, da vam jo postreže. Evo, tako. Ja, če jo do zdaj še niste probali. Koliko ljudi se zvrsti recimo na tak dan, ki je, bom rekel, busy, ki je veliko frekventen? Ja, veš, da v resnici ne štejem. Ampak veliko najbrž. Je veliko najbrž. Ja, če je lep vikend, je v bistvu odkar prideva dopoldne s paše do zvečer skozi. Ti ustreza to, vam je to všeč, sta to zapopadla, ker vendarle v hribe greš krave past, pa hribe gledati, pa si palcev rezati, pa tako naprej, piti na potoku, ampak vi da se pokvarjate praktično z ljudmi. Sej ti si človek za ljudi, a ne, se delaš z ljudmi že cel življenje, ampak kako ti je ta stvar v hribih? Pa tako bom rekla, mi dva nisva prišla kle gor spet delati cele dneve, tako da dopoldne si kdaj kar zavlečeva to skrb za krave, pa še kakšen krogec narediva. Najprej sva celo mislila, da bi samo za vikend imela ponudbo, pa sva pa rekla, ok, zakaj pa ne, pa če sva tukaj lahko mava, ampak ja, si narediva toliko, da nama odgovarja, no. Tako kot sem rekla, recimo jaz sem danes skočila na Triglav, čeprav ne bi lahko bila tukaj, pa imela ljudi, bila še bil na paši, tako da nobenega ni bilo, ampak ni nama to najbolj pomembno. Tako kot sem rekla, svoboda nama je prvotnega, no. Se pravi, če vaju lovijo, imajo srečo, če vaju pač ne. Ja. Ne, pa malo počakajo, bova enkrat bo šla. Evo, tako, počakajte tam v Bizviru, sedite se dol, ja, pogledajte fotke od Lame na Instagramu, pa boste prišla nekje, boste že prišla nazaj. Super, ne, res, bom, ja, do konca vajne sezone se oglasim tam gor, no, mislim, ko sem bil zadnjič na dednem polju, ni bilo žive duše, takrat, no, zdaj vem, kam moram iti, ja, bom sledil tablici Pastirski live, ja, pa tam že nekaj najdu. Metka, ti si nasploh, bom rekel, zelo aktivna, zelo zanimivo zgodbo življenjsko imaš. Gremo malo nazaj v tvoje otroštvo, športnica si že, najbrž od malih nog ali kako. Ja, jaz sem doma z vasi, tako da nogomet je bil nekaj, kar smo vsi počeli, pa rolali, pa kolesarali, tako da sem s tem gor rasla, potem sem pa tudi zaradi tega šla na kineziologijo, ampak potem pač zaradi dela opustila vse, razen čez vikende hribe, ampak zdaj spet to malo nazaj ufuravam. Ampak kateri športi so ti blizu? Turno smučanje najbrž, ker sem te na smučkah videl. Pa kaj še? No, kje še pač polniš svojo dušo, recimo? Ja, pozim absolutno turno smučanje. Imam tudi narejen za učitelja smučanja, ampak me je malo minil, tako da v bistvu 2 leti že sploh nisem bila na smučišču. Polet pa hribolazenje. Že odskozi res tukaj se mi zdi, da se mi prav duša spočije. Hodim že več let tudi sama, ker mi pač sede. Jaz ne rabim družbe, jaz sem lahko sama, cel dan malo se fliknem tja na travco, malo ptičke opazujem. Tako, res uživam, no. Bravo. Mislim, ja, gledati tiste fotke,
mislim, da je bila še v kratkih hlačah, nekje na smučkah, tam gor nekje, kar ni glih običajno taka smučara ne vidiš na uradnem smučišču, prav gotovo, da ne. Na turni smuki turna smuka je popularna, bom rekel, zadnje leto od korone naprej, ja. Kako, mislim, srečaš veliko turnih smučarjev, kako ocenjuješ pa to popularizacijo, popularnost? Ne, jaz jih, oziroma bom tako rekla, z mojom jih ne srečujeva, ker greva tukaj že par let od Tedenga pola proti recimo Kopici, Zelnarci, Kanjavcu in moraš imeti srečo, da koga sploh srečaš, res se lepo furaš tam po celcu. Top, se pravi, vsi hodijo na Zelenico, pa na tam gor v konce tle k vam pride veliko ljudi, praviš. Še Marjan Zupančič mogoče, ki je tak lokacija. Drugače pa že ne, fajn, naj tako ostane, da ima ta za sebe pač vajn planinski raj tam gor. Daj mi povej tek, praviš, okay, če si v športu nasploh, si tudi aktivna poleg, bom rekel, vadbe za moč pa gibljivosti, si našla tudi tek. Daj že prej, kasneje med korono, je to eno z drugim, ko greš v hribe? Ne, prej jaz vsekakor nisem bila za tek, tako prav ne. No, potem pa, tako kot sem rekla, ko sem začela, oziroma ko sem si rekla, da moram malo švicati, sem začela pa teči. Najprej tako malo pod prisilo, sem se težko spravila, pol sva šla pa z mojim v hribe in sva kar začela teči. Oziroma, jaz sem začela teči, pa predvsem navzdol. Moj me je še hecel, ja, navzdol je komot laufati. No, tako se je začelo, no. Pa to ti je všeč ratal, pa ti je to tekaško, ker poznam veliko ljudi, ki so malo, ne rekel na silo, ampak ker so morali zapopadati tek, zaradi različnih razlogov, pa ga nikoli niso zares vzljubili, pa to delajo bolj z odporom, pa če jim ni treba, rajš ne, ampak ne vem, ti to rada zdaj počneš, ali kako? Ja, sploh po hribih, za na asfalt še vedno nisem pa za ravnino, ampak po hribih mi je pa ful dobro. Ker pač v krajšem času dlje prideš, več lahko vidiš. Tako da res uživam v tem, no. Tudi, da bi mogla iti pod prisilo, ne vem, si rečem, 3-krat na teden moram iti pa teč. Pač ne, meni, če ne bo dan, če mi ne bo sedel, ne bom šla. In vem, da če bi mogla imeti nek urnik, pa bi me minilo. Se pravi, čisto po navdihu greš, uro najbrž imaš, ali tudi ne, ali spremljaš kaj te svoje podvige? Nič, ne. Ne, ampak najrajši grem pa zjutraj. Vse tekaška, tudi ko sem bila še doma dopoldan, no. Zjutraj najrajši, ko vstanem, da grem, ko je še tako. Jaz sem bolj jutranji človek, zvečer pač ne, mi ne gre. Zanimivo, se pravi, tebe se ne da sprejeti na Stravi, pa gledati, koliko si odlaufala, pa kjer je višit. Super, a ti to kaj manj, nebrž ti ne manjka, če ne bi to že zrihtala, kaj pa Blaž, tvoj mož tudi ne? Ja, Blaž ima Garmin Connect, Strave, po moje ne, ne vem. Ampak ne, jaz sem imela nekaj časa uro, pa sem videla, da potem sem ful gledala, ne vem, koliko kilometrov je bilo, koliko kalorij, višincev, pač kar neki. Tako da zdaj laufam brez ure, no. In si svobodna in ni važen, mislim, približno veš, koliko časa boš rabila, tako da je, da imaš telefon s sabo, da se javiš, če je kaj narobe in to je to. Ali pa če pofotkaš in ne potrebuješ nobene statistike, koliko kilometrov pa višincev v enem mesecu si naredila, pa kaj pa tako naprej. Ne. Ampak na kakšno tekmo pa vsem greš, no, kako se za to odločata čist, rekel, po navdihu, če je kaj zanimivega, če vaju kam povabijo? Ja, po navdihu. Ful nama je dober vzdušje na tekmah, tako da zaradi tega greva. No, jaz v resnici sem šla zaradi tega, da sem se kdaj malo preterala, oziroma poterala, ker sama, če sem šla laufat, sem šla bolj v easy, na tekmah sem pa dala tudi kaj več od sebe. No, se je Blaž po resnici tudi isto, ja. On lahko ni šel nič laufat, pa na tekmo, pa spet nič za naslednje tekme, tam pa do konca na fertik. Bravo. Se pravi, vidim, sta res, rekel, sta si dosti podobna, sta sorodni duši, sta že
bom rekel, celo življenje skupaj praktično, kaj ne, ne. Sta se našla tudi skozi šport, skozi, rekel, vrednote in poglede v življenju najbrž. Našla so se na gori Roka, tako da ni bilo nobenega športa vmes. Gora Roka je že samo sebi športni dogodek, ja, v redu je. Ampak ja, mislim, ampak je bil tudi on najbrž športno aktiven, ali si ga ti bolj povlekel? Ja, je bil. Sicer bolj za nogomet, pa je pol videl, mislim, se še vedno igra nogomet rekreativno, ne več tako zares, ampak je videl, da v bistvu so same poškodbe. Imel je, ne vem, gležni probleme s koleni. In potem je sam ugotovil, v bistvu, da skozi tek jih pa nima. To je tisto, kar zdaj oba takole za hobi, za prosti čas počnete in pa ste nekakšno dirko in tako naprej. Planirate kaj naprej, recimo že rekel, tako letos, ali pa ste že prej kaj planirala? Ja, na obalo greva letos, to je pa to, kar vem zaenkrat. Kar je v koledarju, drugem pa ne. Ja. Tamle gor v Bohinju, čez Bohinjske hribe, gre en trail, zdaj je avgusta, ta iz Mojstrane, ali je tudi mimo vas, nisem gledal tiste proge, gre? To so pa že 4 leta tukaj v bistvu na Dedmu polu kot okrepčevalnica, oziroma ponujemo vodo. Bravo. Imam pa, evo, to je pa edina moja želja tako, kar se tiče teka, da grem enkrat na ta Triglav trail run, dolgo. Enkrat. Tistih, koliko je 80, ne vem, 78? 78, ja. 80 kilometrov in mimo Dednega polja gre, pa potem gre na vodnika, pa potem... Ja, še prej gre iz tukaj na Vogar, potem pa Voje, ja, pa gor od Skovanca in naprej. Pestro. No, zanimivo. Evo, vidiš, nekaj boš imela v te dirke, zdaj upam, da te nav zamika letos pošletela, kar za ta prvi pol. Ne. Treba delo upraviti do konca, praviš, ja. Tekaško delo. Vem, da, še ena stvar, danes sem poslušal intervju s tabo, mi je zelo zanimiv. Kineziologinja osnovi, ampak ti imaš zdaj, vodiš kar veliko podjetje, tako rekoč, kar veliko ljudi dela tam za tebe, pa bila si pa kje v zdravstvenem domu kot kineziologinja. Tako, a ne? In pa si šla na svoje in postavila, bom rekel, kar fajn center. Jaz sem že prej imela svoje, ko sem bila še kot študentka, v bistvu, da je mogel Blaž imeti popoldanca, da sem lahko delala. Takrat sem jaz imela še željo, da bom jaz cel life delala v zdravstvu, no pa se je s korono malo obrnil, ker mi ni bil všeč ta sistem. Tako da sem šla pa čist na svoje in sem ful vesela, da sem šla. In ful dobro delamo, no. Vidim, da so kar potrebe po teh terapevtskih vadbah, masažah. Kaj vse delate? No, deva reči, KinMed. Ja, KinMed nam je znan tistim, ki smo v tekaških vodah, predvsem kot organizator za Plana Trail, ampak pa sem šel malo raziskovati, vi delate veliko stvari, veliko ljudi to tudi tam dela. Koliko vas je v bistvu, pa kaj vse obsega, bom rekel, vaša ponudba storitev? Zdajle imamo, nas je 5, tako da masaže sva jaz pa še ena punca, imamo v glavnem terapevtske, potem vadbe so pa, glavnina je terapevtske, da sestavimo program, ki ga stranka potrebuje glede na težave. Potem imamo pa še funkcionalne vadbe za hrbtenico, za mamice po porodu, za otročke, za starejše, to je pa to. Mislim, glede na to, da ste v Logatcu, je povpraševanje veliko, potem glede na to, da vas je 5, ki se s tem ukvarjajo v enem centru, najbrž, ja, komi podelate? Ja, je kar povpraševanje. In zdaj, ko si ti odsotna, nadaljavo pač koordiniraš posel ali kako? Ja, masiram nadaljavo. Ne, pa v bistvu so punce že tako, da znajo ful same in mi res ni treba veliko biti več zraven. Če me kdo pokliče, kakšna nova stranka, čeprav zdaj je poletje, je malo bolj zatišje glede novih strank, ampak to še skoordiniram drugače pa veliko same, no. Itak, ko nisem imela signala, sem tudi teže to opravljala, tako da je kar zalaufal brez mene. Imaš tako dobro peljan posel, da je laufa samo od sebe, tudi če ti nisi prisotna, bo neko 24 ur na dan, pa koordiniraš, ne vem,
in dobavitele, pa stranke, pa bom rekel, formalne, birokratske zadeve in tako naprej. Ja, to punce zdaj že vse znajo peljati. Mislim, super. To, Ja. mislim, ti si moj idol. Evo, tudi tako direktorica firme, ki gre v hribe, kraje past, firma dol laufa, ti prideš malo pogledati. Ja, je to. brez toliko dobrih punc tudi to ne bi šlo. Super. Tako da super. sem res ful vesela, da so Bravo. tako dobre. Bravo, mislim, tudi tabore, vem, da si organizirala tudi tabore za otroke, pa odrasle, to še počneš. Ja, še tabor za otroke smo imeli zdaj konec junija, začetek julija. Ja. Tako da to v bistvu zdaj že kar klasika, peljemo 50 otrok na Kolpo. Konec avgusta imamo pa še športni vikend za odrasle. Bohinj, Kokalan. In se dobimo v petek popoldne, imamo malo družabne igrice, se malo spoznamo, soboto kolesarjenje, pa čolnarjenje, nedeljo pa en hike. V glavnem je res tako dober, tako se presmejimo. Letos boš to pa vodiš ti, sklepam, no, ker si v Bohinju. Ja. Sej tudi na tabor sem jaz šla, sem imela, so me nadomeščali tukaj gor, blaževi starši. In tudi na športni vikend greva pa kar oba. Tako da imava tudi nadomeščanje. Noro, kaj vse ne počneš in potem, za božjo voljo, ob vseh teh aktivnosti, ki jih imaš, se odločiš, da boš organiziral pa še trail, na zaplani. Zakaj pa to? Tako pač, ko sva začela teči, sva videla, da tega v naših krajih ni. In res imamo tako lepih tras, tako enih stvari za videti zgodovinskih, da bi bilo škoda, no, da se ne bi tega peljali naprej. Pa to je čisto ideja, ki je zrasla na vajnem zelniku, ki ste tam gor pač to laufala tam okrog, pa ste si rekla, tle bi bilo fajn narediti, da je bil še kdo drug zraven. Še Jure pa Sara, ki sta pol prevzela animacijo za otroke, midva pa bolj tekaški del. Tako da smo kar vsi štirje bili povod. In to ste pač postavili lansko leto, prvič, letos drugič. Kakšen je bil odziv nasploh tam zunaj v slovenski javnosti? Ja, meni se zdi, da ful dober, no, že prvo leto smo imeli okrog 300 tekačev, letos tudi še več. V bistvu letos smo dodali še kolesarjenje, oziroma duatlon, tako da je tudi se kar dobro prijel in so želje še za naprej, da bi se obdržal. Tako da plan je za drugo leto, no. Z istimi razdaljami, s podobnim, tudi velikonočnim ponedeljkom, ali kako? Ne. Velikonočen ponedeljek pa ne, ker je UTVV preblizu, tako da smo se odločili prestaviti na tak datum, kot smo ga imeli letos, in sicer pride sobota, 5. april. Perfektno. Perfektno. Za začetek sezone, evo, malo za potrenirati. Malo za razmigati krake tam gor, ja. Katere, daj me spomni, no, pa bom polinkal še en podcast, ko smo ga imeli spomladi. Kjere razdalje imate že na razpolago? Napoleonovih 4, Rimljanskih 13, pa Cankarjevih 27. To je to. To je to za normalne ljudi, ja. Vse, Ja. ultra pa delate druge. No, na kjere tekme pa sta zdaj šla z Blažom že recimo, najbrž tudi, bom rekel, tako mali kot ekskurzija, da sta preverila, kaj drugi delajo na svojih dirkah, pa da ste videla, kaj pa vi lahko še kaj uvedete. Preden sva prišla gor, UTV, pa Ribanca trail, pa kaj je ta nek italijanski na Mangart. Ta je bil ful lep, kaj je še sneg gor padal. Obala trail, pa se svojih v bistvu kar precej, se zdaj ne spomnim. Ja, sva videla, kakšne stvari. Evo, pa Knap trail, tudi ful dober, ljub dežju. Bravo. V Sta bistvu- videla nekih slovenskih, bo rekel, hribov pa organizacij pa tako naprej. Ja. Mislim, da imamo res organizacije kar na nivoju. Tako v primerjavi s to, ko so bila v Italiji ali pa ko so šla na kakšno tekmo na Hrvaško, pač imamo res se vsak ful potrud. Ja, Slovenci smo res, bo rekel, ne samo odlični športniki,
Vse zadnje smo najbolj številčni, glede na število prebivalcev na olimpijskih igrah letos v Parizu. Ja, smo tudi fantastični organizatorji, včasih kar obsedeni. Ja, kdo je bil kje v tujini, ne samo na trailih, tudi na cestnih tekih, to lahko potrdi, da smo mi res obsedeni z detajli in včasih, ja, res naredimo perfektno. Ali pa še to preveč, boš kaj spremljala olimpijske igre, glede na to, da zdaj potekajo, ko se mi da pogovarjava. Ja, toliko sem bila na signalu, da vem, da potekajo. Pa da je kaj, je plavanje bil včeraj. Več pa itak, mislim, toliko ni dober signal, da bi jaz lahko kar kaj predvajala. Vsaj tam, kjer sva večino časa ne. Ja, TV-ja nimava. Pa dobro, mislim, dolga rab, ja. Ne, bom toliko spremljala, ker bojo kakšne objave. Več pa ne vem, se mi ni toliko zdaj toliko ful pomemben, da bi skozi gledala. Točno to. Vse, komu pa je? Pogledamo povzetke, če je zanimivega, vidimo, kje so naši zmagali, Ja. bili poraženi, pa čao. Dosti je. Imamo preveč drugega dela, ti tudi najbrž. Zdaj sem se spomnil na tiste tvoje Zoom pa Facebook vadbe nadaljavo, ki si jih imela. To si začela najbrž med korono, pa potem tudi še kasneje. Prve sem posnela med korono, ker smo mogli imeti zaprt kinomet. To, kar sem imela pa letos kot priprave na trail, je bilo pa teh 40 dni kao posta, da se je zaključilo v bistvu lih na veliko noč pred trailom. Drug let pa ne moramo imeti, ker je bo na 40 dni pred veliko nočjo. Bo pa pač dobro, no, bo pa 30, ajde, bo pa 30 ali pa 25. Se je bilo to kar spremljalo, no, še jaz sem pošpegal ene dvakrat, tako malo s strahom, res sem, pa sem rekel, zdaj pa probi delati človek, pa sem crknil pri tem, no, a si hočem res poškodovati, to je preveč intenzivno za me, ampak ne, kecam se, zanimivo je bilo, pa najbrž je tudi ljudstvo gledalo tam zunaj, pa ne samo tvoje stranke, tvoji klienti, pa tudi kdo drug še tam. Ja, ker sem pa opazila, ker so mi pisali, no. Tako da zato vem, da je bilo kar spremljeno, pa želja tudi za naprej, sam nisem se odločila, da bi še naprej to furala. Da bi tamle na Dednem polju postavila zunaj kamero, zadnji kravice, ti pa pač delaš plenke, pa predklone, pa še pa izpadne korake, ne bi šlo. Jaz v bistvu zdaj že kar kakšen mesec sploh telovadila nisem, ker itak se mi zdi, da tu, ko greva na te obhode, se dosti premigam in ne vem, nimam energije, da bi pa še ekstra telovadila. Ko smo... No, ali se mi pa ne da, se ne vem. Ne, v redu. Jaz mislim, da včasih so se rekel, ko sem jaz začenjal laufati, zdaj bom spet kakšno memorabilijo potegnil iz zaprašenih starih skrin, ampak v 90-ih sem začel laufati, so me tudi, bom rekel, čuden gledali, posebej tisti, ki so bili, pa tudi vse sem jaz tudi, ampak eni so bili pa še bolj, če si aktiven cel dan, če fizično delaš, ti je res čudno, da bi potem zganil še rekreacijo, pa po osnovi jo tudi ne rabiš, se celo telo porabljaš praktično, bom rekel, cel buden čas. Zdaj, ko smo prišli na te sedeče poklice, pa na to sedeči način življenja, je pač rekreacija, nek odvod ali pa nadomestek za to. Ampak ja, si predstavljam, če vstaješ ob 5 zjutraj, pa laziš gor po tistih hribih, pa delaš z rokami, tudi bom rekel. Ali pa res rabiš še, bom rekel, ne vem kaj, fizično vadbo. Najbrž si jo že naredila čez dan. Ja, čeprav vseeno ne, pri telovadbi kakšne druge mišice delajo, ampak dobro, bomo to drugič. Bomo po zim. Sej zima bo dolga spet, ja, bo zima dolga, ja, pa boš tam delala zume, pa bomo vsi pač se zvirali s tabo, če drugega ne. Popotnika sta tudi, to se pravim, hvala Bogu za socialna omrežja, ki ponudijo, rekel, marsikaj. Prej si že omenila Afriko, Tanzanijo, pa bila sta tudi že na takšnih drugih celinah, da mi malo pa te vajne podvige opiši, kaj pa to, čisti rekel, radovednosti ali sta taki raziskovalni duši, kot si že prej rekla, nekaj novega? Ja, to je pa bolj moje področje, Blažo je čisto okej doma. No, v resnici mu je bilo v redu, ko so bila v Kanadi, to je še prenesel, potem, ko so šla pa na Šrilanko, je bil pa to njemu kulturni šok in mu ni bilo lih
tako, da bi še šel. Potem sem šla med korono še na Zanzibar, ker pač sva samo tja lahko šla. Potem pa itak Afriko lani in letos sem šla sama, ker v bistvu lani, ko sem dobila to idejo, je Blaž tudi se strinjal, da rabim iti sama. In ker sem videla lani, koliko mi je to prineslo enih novih spoznanj, pa v resnici tudi tega, da sem se spočila kot telo, kot glavo. Prvič sem to doživela, da si moraš glavo spočiti. Mm. Pač, da ti pridejo sploh lahko nove ideje, karkoli, da nimaš skozi, kaj moram narediti, kaj moram razmišljati. Tako. Zato sem tudi letos še šla. Sicer čist druga izkušnja, ampak vseeno pa še no, tak odklop. Čeprav letos je bil malo manj odklop, ker sem imela s trailom kar precej enih zadev, ampak vseeno. Sprememba okolja pa je že čist drugače. Pa si šla dol že med ljudi, ki si jih poznala, ali so čist na blef, na nove kraje? Ne, šla sem obakrat k Špeli, ki živi v Tanzaniji zdaj. Tako da živela sem pri njej v eni mičkani vasici, drugače sem bila pa skozi v tej njihovi vasici, se združila z domačini. Pogovarjali smo se tako, kot smo se, ker ne znajo angleško, ampak so pa res take dušice. Tako da je res ful dobra izkušnja. Se boš še vrnila tja, če boš začutila to potrebo in željo? Če bom začutila. Trenutno ne čutim. Sred bohinjskih hribov. Mi vsi čutimo malo bohinjske hribe, ja. Ne bomo tako reči, trajš tako, ker si pa enkrat tam, ja, po mojem, ne rabaš čutiš česa druga. Ja. Metka, dajva zdaj za najne gledalce samo pokazati, kje si, da ne bojo misliti, da se oglašaš doma iz Logatca, bo rekel, svoje dnevne, ne, daj sam zarotiraj tole kamero, prosim. Ja, sam toliko, da vidijo, ja, tele skalce me pa ne spominjajo več na Zaplano, ja, niti ne, Lušten. To je vajna hišica. Kako velik stan imata, na kakšni površini bivata? Ejoj, to mene vprašaš. To je majhna stvar. Ne, je velik, je velika hiška, zaradi tega, ker v bistvu spodaj je bila ponavadi sirarna, ko je bila, zgoraj je pa v bistvu kuhna, balkon spredi in zadnji. luksus. Najina soba in še dodatna 2 ležišča. Tako da je kar veliko, no. A prespi kdo pred vama, pol takole, ki se vrača s hribov ali pa gre? Ne. Če že bi naši, ampak naši potem grejo v naš stan, ker ga imamo v bistvu čez dolino 20 metrov stran. Ja, okej. Se pravi, je ta bajtica čisto za vaju, sirarna pravšnjo obratuje več, ampak kaj zdaj kuhaš, gi? Ja, tudi gi delam, ja. To sem videl, pa sem si pa prav pogledal, ker je bilo, vedel sem, kaj je gi, ampak da pa ga kdo v Bohinju gor kuha, pa ne, daj razložva za laike, tiste nepoznavalce tam zunaj, kaj je ta čista maščoba, ki se praktično pridobiva iz mleka, ja, pa ni puter, ne? Ja, to je v bistvu maslo, ki ga potem še približno 12 ur segrevaš, tako čisto na minimalnem ognju. Sproti pobiraš pence na vrhu stran, v bistvu se loči ta voda, pa da nam zdaj kaj narobe povedala, voda pa ta maščoba. In ker se to loči, pa gre ne vem kaj vse stran, je primerno tudi za te, ki so občutljivi na mleko, na laktozo. Laktoza, kazin, torej vse proč, ostane praktično čisto neko kot eno olje v bistvu, a ne maščoba. Ja. In potem se to pač da v neke kozarčke in to uporabljaš praktično lahko za kaj, no? Evo. Ja, jaz ga pol rada uporabljam za prepražiti začimbe, recimo kurkumo, ingver, kari, ker tudi v ajurvedi je gi ful ravno za to. Zelo cenjen. Prakticiraš ajurvedo tudi? Ali kako? Prosti, da sem te prekinil. Ma ne prav pa prakticiram, ampak njihova zelišča so mi pa ljuba, pa neki način njihove prehrane, ampak se pravim, zdaj sem bolj na presnem večino časa. Tako da to pa potem, recimo jaz, ko delam žgance, potem na koncu še preden postrežem, na hitro popražam te žgance na giju,
da tako lepo dobijo malo okusa, malo se zapečejo. Tudi vse, kar popečem, delam na giju. Je pa tudi, v bistvu si namažem tako zvečer po očkah, po vekah, ker imam dost izsušene oči in to pomaga. Sicer še bolj bi, če bi imela neke čašice, pa potem naliješ gi noter, si daš to na očke, odpreš očke in gledaš levo, desno, gor, dol, ampak jaz si zdaj samo namažem. No. To je pa še Evo, nisem to je za slišal. vse tiste, ki imate težave z očmi, z vidom, lahko to prakticirate. Gi za oči, noro, mislim. To pa, evo, pa sem se spet nekaj novega naučil. Ne? Poleg vsega, kar si povedala, Metka, evo, da še gi. Krav si rekla, že preden sem se začela tole snemati, ne molzeta sama, to nekje drugje počnejo prav te krave in greste tja po mleko. Ne, mi dva imava teh 84 kravic, ki so dojilje, torej nobena ni mlekarca. Na planini v Lazu ima pa Lucija svojih 12 kravic, kjer pa jih molze, so pa molzance, tako da tja hodva v bistvu po sir pa po mleko. Aha, in potem to protovorite gor in potem tukaj naprej ustvarjate kislo mleko, pa gi. Ja, sir nama pripeljejo, po mleko pa hodva, vsak svoj ruzak, pa noter pol ene 15 kil vsak, pa malo počasnej nazaj. No, če sva že, a ne, pri vajah za kor, pa za moč, pa tako naprej, v redu je. 15 kil na chceti dejte na hrbet, spoštovani in spoštovane, pa naredite 300 višincev ali pa 500, pa boste videli, kaj vas bo naslednji dan bolel. Ja, tako, a ne, to smo že probali. Metka, kje je tvoj dragi mož zdajle, ko se ti ukvarjaš s temle pogovorom z Dolincem? Mislim, da sem jih prej slišala en zvonček, da so ga pogrešali, ker imava dol zvonc, da v bistvu je kravi zvonc, pozvoniš, če naj v ni, če smo slučajen gor, tako da sem slišala in očitno ga je nekdo pogrešal pri strežbi. Aha, in potem se ukvarja zdaj z gosti, zato da se ti lahko ukvarja z mano. Super, super. A raba še koga povabiti gor v tvoje hribe, ali imaš že dosti gužve, ne vem, ne, da jih ne bo preveč prišlo, pa boš rekla, pol Bog pomagi, izvoli. Ne, mi dva so vsakega ful vesela, v bistvu naj je tudi že veliko obiskali, ali z prijateljev, veliko pa tudi takih, ki naj sam po Instagramu spremlja, pa nama pol povejo, da so zaradi tega prišli, ker so naj tam videli, tako da sva res vesela vsakega. Zato tudi vse lepo povabim, na malo oddiha, na dedno polje, na svež zrak, na žgance, kislo mleko, štrukle, karkoli. Ali pa sam na en pogovor. Jaz ne poznam ostalih, rekel, pastirjev, pa stanov, ki bi imeli svoj Instagram handle, ne, tako da sta, evo, Metka, tle si spet neko ledino orješ, ne, in zdaj naslednje let bojo vsi stanovi bohinjski imeli svoj Instagram, ne, ampak, evo, ti boš takrat imela že 25,000 sledilcev, ja, pa boš lahko potem živela samo od gija. Se v resnici ni to cilj, meni je sam ful, ni to cilj, meni je sam ful dober, da, oziroma ne samo meni, tudi drugi, ki mi napišejo in je ful dober videti, kako živiva. Čeprav ne objavljava, ne, vseh teh stvari, ki so tudi, bom rekla, manj zaželjene, recimo kakšna poškodba, no, se tega itak niti ne slikam, mislim, se niti spomnim, ne, pa tudi se mi ne zdi lih najbolj primerno. Tako da objavljava lepše stvari, da saj malo vidite, kako živiva, malo te dobre energije pošljeva v dolino. Ja, jo sprejemamo. Jaz ne sprejemam veliko, priznam, socialnih omrežij, ampak mi pa pastirski life mi pa všeč, no, in pogledam kakšen story, pa pogledam kakšno kravico, ki skače čez ograjo že 11. čisti dan, pa tako naprej. To mi je simpatično, pa lamo, ki leži na pol mrtva. To mi je simpatično. Verjamem, da tudi ostalim, spoštovani, spoštovane, spodaj imate link pastirski life, followajte obvezno, napišite kaj Metki, ja, ko bo imela signal, vam bo odpisala, vam bo priporočila kakšno turo, seveda, ne, vas bo nahranila in napojila, kaj pa, ne, pa lahko tudi prijavlja na Zaplana Trail 2025, ja, ki bo 5. aprila, zapisali ste si. Hvala, ker si vzela urco pa pol za mene. Metka, mi lobi je v čast in veselje, hvala za tvoje, rekel, zgodbe, pa
zelo iskrena pripovedovanja. Mislim, da je tudi poslušalkam in gledalcem tu zunaj zdaj marsikaj odkritega na novo, kar prej niso vedeli. Ja, nisem še nikoli o tem govorila, ker ne vem, danes sem pa kar začutila, da lahko povem to. Sem počaščen, hvala. Hvala tebi. Ti želim, draga Metka, da boš zdrava, cvetoča, zagoreta, jasno, to itak si v hribih, pa navdušena. Še naprej, no, res obema z Blažem želim nepozabne dneve tam gor v hribih, čim manj neviht, pa čim manj, bom rekel, nesreč, pa ja, da se vidimo še letos, no, v vajnem naravnem habitatu, ker zdaj sem pa res, zdaj pa res moram iti, zdaj pa ni izgovorov. Se pričakujeva. Metka, hvala, pozdrav, obema na dedno polje. Hvala, uživajte. Čau, čau. Čau.